Torej, lep pozdrav tudi z moje strani vsem udeležencem letošnjega srečanja članov Zelenega omrežja. Danes je moj namen, da vam predstavim, zakaj in kako smo se pri Ageti odločili za bolj strukturiran pristop k trajnostnemu razvoju. Morda na začetku samo majhna opomba, da Ageta je v bistvu blagovna znamka. Trajnostna poročila ali pa trajnostni razvoj se ponavadi dela na področju podjetja. In tudi pri Atlantic Grupi je tako, ker Atlantic Grupa vsako leto odda svoje nefinančno poročilo v obliki GRI poročila. Tako da Atlantic Grupa ogromno dela na tem. Ampak kot blagovna znamka, ki ima močne tržne deleže, tako v regiji kot v drugih evropskih trgih, se pravi predvsem govorimo o zahodnoevropskih trgih, Avstrija, Nemčija, Švica, Švedska in še kateri. Kot blagovna znamka, ki ima tako močen tržni delež, je seveda pomembno, da tudi na tem področju veliko naredimo in da povemo potrošnikom, da smo tudi na tem področju osveščeni. Torej, zakaj strukturirano? Zakaj sem rekla strukturirano? Zato, ker verjetno, če bi zdaj bili mi nekje v dvorani, ne takole preko weba, bi vas vprašala, koliko od vas meni, da je blagovna znamka Ageta trajnostno naravnana. Verjetno večina vas ne bi rekla, da je, ampak ko smo mi začeli s tem procesom in ko smo pogledali v bistvu, kaj že vse smo naredili, se pravi, če vas bi vprašala, koliko je trajnostna, večina vas bi rekla verjetno, da ne, ampak ko smo mi gledali pregled, kaj je vse do zdaj bilo narejeno, smo ugotovili, da je trajno zapisano v našem DNK-ju. Edino, kar se je dogajalo, je to, da malo smo delali na tem področju, malo na tem, ni bilo neke strukture, plus to, da nikoli v resnici nismo tega prav veliko komunicirali javnosti. Se pravi, v našem podjetju oziroma pri blagovni znamki se je v teh letih, zadnjih, recimo rečemo 15 letih, že ogromno naredili. Preko tega, da smo, imamo panele na naši tovarni, sončne panele, do tega, da smo šli iz železa na aluminij, ki je precej lažji in je seveda potem tudi ogljični odtis manjši pri transportu, do tega, da zagotavljamo varnost izdelka, tako samega izdelka kot embalaže, šli smo v popolno embalažo, se pravi BPA-NI, do tega, da imamo našo recepturo brez aditivov, do tega, da smo bili že do zdaj zelo social responsible v smislu raznih donacij in sponzorstev. Torej, veliko se je že veliko naredilo, ampak težava je bila, kot sem že rekla, nikoli ni bilo strukturirano, predstavljeno to ali pa zaujeto ali pa popisano. In zdaj, kako smo se tega lotili? Zdaj, jaz vam bom pokazala par korakov. Na tem mestu mora biti disclaimer, da to ni bilo narejeno po neki knjigi ali v neki teoriji, ampak enostavno se nam je zdelo, da so te koraki pravilni in potem kasneje, ko smo bili v razvoju, smo seveda vključili tudi druge deležnike, ki so nam pomagali potem to do konca speljati, ampak nekako takole naša pot izgledala. Se pravi, najprej je bila identifikacija priložnosti, potem je bila ta neka priprava in potem izvedba in bomo šli čez vsakega od teh korakov. Pri identifikaciji priložnosti smo najprej naredili LCA analizo. Tisti, ki se bolj s tem ukvarjate, s trajnostnim razvojem, veste verjetno, da LCA analiza pomeni Life Cycle Assessment. To pomeni, da ocenimo vpliv proizvoda na okolje od začetka, se pravi od tistih vhodnih surovin, pa do konca, ko se izdelek odvrže v odpad oziroma še potem, ko se ta embalaža pravilno ločuje in reciklira. Skozi ta Life Cycle Assessment mi smo naredili to analizo za 3 naše najbolj prodajane proizvode, torej za kokošjo pašteto, za tunino in pa za junior original. Smo ugotovili, da v bistvu v celotnem tem krogu ima največji vpliv ta prvi del, se pravi surovinski del, kar je seveda logično, ker v naše proizvode grejo surovine, ki so živalskega izvora, po večini živalskega izvora, kar pomeni, da tam je največji ogljični odtis, ko govorimo o vzreji kokoši ali pa ko govorimo o lovu
morskih rib. Torej, ta je največji del in tukaj je največ priložnosti, kaj lahko mi naredimo. Se pravi, največ se lahko povezujemo z našimi dobavitelji in skupaj z njimi rešujemo in delamo na rešitvah trajnostnega razvoja. Kar se tiče same proizvodnje, je bilo zelo majhen delež, se pravi nekako od 5 do 7% vpliva. Največ tukaj seveda lahko naredimo z vpeljavo zelene energije. Potem transport je bil spet od 1 do 3% točke ponovno malo. Večji del, ki je še mogoče za omeniti, je v bistvu ta packaging oziroma embalaža, ki se je izkazala, da ima, se pravi, v celotni zgodbi vpliva od 20 do 30%, kar pomeni, da tukaj je še priložnost od tega, da izboljšujemo našo embalažo s tem, da je pač v naši embalaži več recikliranih snovi, do tega, da potrošnike vzpodbujamo k temu, da pravilno ločujejo odpadke, ker na ta način, ko so pravilno odloženi oziroma ločeni, potem lahko nadalje podjetja za recikliranje opravijo svojo nalogo. Torej, to je bil prvi del, ko smo se ga lotili, se pravi, analiza, da smo ugotovili, kateri del v bistvu lahko najbolj pokrivamo, pa na kateri del moramo najbolj paziti, ko bomo gledali, kaj lahko naredimo za trajnostni razvoj oziroma kaj lahko v našem podjetju še več naredimo. Potem pa drugi korak je bil tržna raziskava. Kot sem omenila, prisotni smo na zelo velikih trgih, zdaj 27 trgov trenutno pokrivamo. Poleg Adriatic regije smo močni tudi na nekaterih zahodnoevropskih trgih in točno pri raziskavi, ko smo gledali, kaj je potrošnikom naše kategorije pomembno, se je videlo, da je velika razlika med zahodom in regijo. Torej v regiji še vedno bolj pomemben ta vpliv, kaj je zame dobro, se pravi, gledajo še zelo na izdelčno raven, medtem ko na zahodnoevropskih trgih se pa že vidi, da je tudi okolje prihaja v ospredje in pa ta corporate responsibility. Se pravi, da se že vidi ta razlika med potrošniki, zato je bilo za nas pomemben, da razumemo obe strani, tako za zahod kot Adriatic regijo, ampak vedno lahko komunikacijo ali pa potem tudi neke take rešitve prilagajaš potem na tržišča. In ko smo vzeli, se pravi, kaj je purchase intention, se pravi, kaj vpliva na nakup in kaj je ljudem pomembno, tako kot sem rekla, najbolj v bistvu je ta pomemben pri naši kategoriji, se pravi, mesnih, ribjih in pa zelenjavnih namazov, ta vpliva, kaj izdelek sam po sebi nosi in kaj kot potrošniku ponuja. Zato so bili naši koraki nekako logični in mi smo rekli, da se bomo v bistvu na prvem mestu najbolj koncentrirani na izdelek, se pravi better for you, to pomeni, da ponujamo izdelke, ki bodo boljši ali pa ki bodo imeli boljšo sestavo za naše potrošnike, za uživanje. Potem na drugem mestu zagotovo environment, se pravi okolje, kaj še lahko naredimo v naših proizvodnih mestih, v našem podjetju, pri blagovni znamki, kaj še lahko naredimo, da izboljšamo samo vpliv na okolje oziroma da ga zmanjšamo, potem ta corporate responsibility in na koncu animal welfare. Animal welfare tukaj ni četrta točka razmišljanja, tako kot ne prve tri, kot so res sklopi, ampak bolj kot poudarek, da nas je blazno presenetilo, pri raziskavi smo v bistvu ugotovili, da animal welfare, tako kot smo mislili, da bo potrošnikom zelo pomemben, je res, da na načelni ravni, ko potrošnika vprašaš, jim je ta animal welfare ali pa dobrobit živali izredno pomemben, ko jih pa vprašaš, a jim je pomemben pri nakupni odločitvi oziroma a upoštevajo to, ko delajo nakup, pa ne. Tako da v resnici naše stališče kot blagovna znamka je seveda, da bomo tudi pazili na to in imamo tudi nekaj ukrepov iz vidika varstva dobrobiti živali in tako naprej, ampak je bilo zanimivo, da potrošnikom to ni na prvem mestu. Potem tretji korak, bo definiranje vizije in področji, torej, kje bomo pustili svoj pečat, kaj je naša vizija in v bistvu definirana vizija, tako kot je zdaj vidno, je v bistvu spread good. Spread good ima dvopomenskost. V angleščini sem nalač napisala, ker se v angleščini precej bolj sliši. Se pravi, spread good kot delaj dobro in spread good kot iz izdelčnega vidika, kot mazanje, spreading. Se pravi, nekako spread good s tem, da ustvarjamo to neko ultimativno doživetje majhnega obroka, tako da pustimo pozitivni vtis tako pri ljudeh v družbi, kot tudi na okolju.
Ko je bilo to, se pravi, ta naša vizija nekako definirana, smo pogledali, na katera področja se bomo fokusirali. Se pravi, nekako smo si določili 3 stebre, se pravi, boljši proizvod oziroma better product, better planet kot boljši planet oziroma boljše okolje in better society. Se pravi, na te 3 stebre ali pa te 3 področja se bomo kot blagovna znamka osredotočili s pomočjo raznih investicij, inovacij, raznih programov in tako naprej, da v bistvu pustimo čim boljši pozitivni vpliv na vsa te 3 stebre. Potem je sledil oblikovanje tima za trajnostni razvoj. Morda se bo nekomu zdelo malo nenavadno, da je šele v tem koraku prišlo do oblikovanja tima. Tukaj gre za čisto operativni tim. Se pravi, to je ta tim, ki je operativno potem določil kazalnike, katere aktivnosti se bodo dogajale v naslednjih 10 letih, na kaj se bomo fokusirali. V vseh prejšnjih korakih so bili pa v bistvu je bil vključen celotni Argeta tim. Se pravi, celotno strateško poslovno področje delikatesnih namazov, kjer je pač tudi v sklopu katerega je pač tudi Argeta, ne kot blagovna znamka. V vseh korakih so sodelovali vsi, od vodilnega, se pravi GM-a, do marketinga, operacij, nabave, prodaje, torej vsi so bili vključeni v vse korake. Tukaj je bil pa v bistvu v tej točki je bil ustanovljen tim za trajnostni razvoj, se pravi Argeta, tim za trajnostni razvoj, ki je pa v bistvu zelo operativni, je multidisciplinarni, se pravi, povezuje več različnih področij. Glavni akterji so raziskave in razvoj, R&D, potem operacije in marketing. Seveda pa tukaj ne smemo pozabiti tudi na vse centralne funkcije, ki so pomagale pri zbiranju podatkov, pri določanju, kaj lahko v naslednjih 10 letih naredimo. In potem, ko v bistvu je bil enkrat ta tim ustanovljen, smo naredili nekako opis stanja in definiranje kazalnikov. Takole je nekako izgledala tale tabelica, tukaj je zelo na majhen prikazana, hotela sem nam pokazati to kompleksnost, ki se pojavlja. Vsekakor smo najprej določili te 3 stebre, kot sem rekla, potem smo si naredili nekaj inspiring goals, ki pa bi jih težko določili, če seveda ne bi najprej popisali situacije, trenutne, ki imamo, in potem na katerih kategorijah in na katerih področjih naredimo lahko improvement, kateri bo te indikatorji in potem kateri je naš cilj do 2030. Takole nekako izgleda ta tabela, da smo lahko definirali vsa te 3 področja in potem seveda definirali zaveze. Žal vam v tem momentu ali pa danes ne morem še podeliti to, se pravi, bolj konkretnih zavez, ker jih še nismo javno komunicirali, vam pa lahko povem, da v bistvu vsako od teh 3 področjih, ki sem prej omenila, ima svojo kategorijo in svoje zaveze do leta 2030, ki seveda sledijo tudi SDG standardom oziroma tem kriterijem. Kaj je mogoče vredno poudariti na tem mestu ali pa tej točki, je to, da zanimivo nam je bilo, ko smo v bistvu te zaveze delali, pa kaj smo definirali, smo ugotovili, da pri trajnostnem razvoju ni vse črno-belo, ampak je včasih težko definirati. Zelo velikokrat so siva polja in zelo velikokrat se je treba odločiti, čemu boš posvečal več pozornosti. Recimo en primer je bil tako, kot vam ga lahko izpostavim, recimo, kot sem že prej rekla, animal welfare. Na eni strani dobrobit živali, na drugi strani pa, če gledamo vpliv na okolje. In če gledamo recimo prav konkretno vzrejo kokoši, vemo, da obstaja več različnih vzrej, od te konvencionalne do talne, do bio in tako naprej. Iz vidika animal welfare je seveda organska reja oziroma bioreja najboljša, zato ker tam imajo živali največ možnosti prostega gibanja in zraka in svetlobe in tako naprej. Iz vidika ekonomičnosti oziroma vpliva okolja je pa zagotovo najboljša klasična reja. Tako da ni vedno bilo vse črno-belo, včasih so bili tudi tenki sive, tako da najbolj pomembno, kar nam je tukaj bilo, je bilo to, da je treba vedeti, zakaj se blagovna znamka zavzema in čemu bo dala poudarek, torej kaj so naše vrednote. In na podlagi teh vrednot, na podlagi te vizije in strategije, še lahko v bistvu potem bolj ti specifično določaš te cilje in kategorije, ki jih boš pokrival.
Zdaj smo v bistvu v izdelavi trajnostnega poročila, kot sem na začetku omenila. Trajnostno poročilo za blagovno znamko je morda malo nenavadno, ker se ponavadi dela za podjetja, ampak nam kot tako močni blagovni znamki in ker smo zelo konzumer oziroma zelo orientirani na potrošnika in vemo, da je potrošnik v trajnosti in razvoj vedno bolj pomemben, smo se odločili za svoje trajnostno poročilo, ki bo v bistvu komunicirano nekje do konca leta. Kaj so bile pa v bistvu največje, bi rekla, kaj smo se naučila, pa kaj so največji podatki tega celotnega procesa, ki smo ga zdaj šli čez v tem letu in pol, je v bistvu bilo to, da je pomembno, da zajamemo vse vidike trajnostnega razvoja, se pravi, tukaj ne govorimo samo o okolju, ampak tudi o družbi, tudi o ekonomski vrednosti podjetja in blagovne znamke, kot tudi o zaposlenih in naših potrošnikih in tako naprej, se pravi celoten spekter. Nujna je določitev odgovorne osebe, ker sicer lahko zelo ostane samo na nekih besedah in nekih akcijah, ki se potem ne izpeljajo do konca. Potem zelo pomembno je, da blagovna znamka se osredotoči na to, kar je njej lastno in relevantno, se pravi, da ne zavzemamo nekih področij, ki niso za nas relevantna, in pa predvsem in na prvem mestu strukturirano razmišljanje. Jaz sem rekla na začetku, mi smo že zelo veliko delali v teh zadnjih 10 letih, ampak nikoli ni bilo strukturirano, postavljeno, definirano in da smo si postavili neke zaveze. Tokrat pa smo stopili temu nasproti in verjamemo, da bo to bolj učinkovito in bo bolj merljivo. In ko govorimo o tem strukturiranem razmišljanju in zavezah, vidimo, da so tudi pomembne z tega vidika, ker prinesejo veliko novih rešitev in idej. Ker ko začneš enkrat razlagati o tem, pa govoriti, osveščati ljudi v svojem timu ali pa tudi širšem, v celotnem podjetju, pride ogromno novih idej. In med drugim je bila recimo tudi ta posluška postrv, se pravi podpiranje lokalnega gospodarstva. Ta ideja je prišla recimo tako, primer je prišla iz pravne službe, iz neka druga služba, ne niti centralna, ampak v bistvu ne vem, koliko vas pozna to zgodbo, ampak v času prvega lockdowna, se pravi tega covida, ko je v bistvu gospodarstvo res, bom rekla, se upočasnilo, je tolminska ribogojnica Faronika imela blazne težave, ker ona večino svojih proizvodov, se pravi te postrvi, proda institucijam, kot so šole, srednje šole, vrtci in tako naprej, in njim je čez noč promet v bistvu upadel popolnoma na nulo. In takrat smo mi v bistvu zaznali to njihovo stisko in se nam je zdelo pomembno, da jim pomagamo, zato smo z njimi vzpostavili kontakt in v bistvu pogledali, na kakšen način lahko rešimo to njihovo stisko, in smo v bistvu ugotovili, da lahko nek super proizvod naredimo in smo s tem odkupali 15 tonov filejev od njih in res pomagali na ta način. Nam je pomemben, da v bistvu pomagamo lokalnemu gospodarstvu, ker s tem v bistvu dajemo lokalni skupnosti nek nov zagon, neko pozitivno sporočilo, hkrati pa v bistvu tudi mi pri sebi delamo premike, ker v bistvu za ta projekt moram izpostaviti oddelek razvoja in raziskav prav zaradi tega, ker so bili izredno hitri in izredno agilni pri razvoju tega izdelka, ker v bistvu smo začeli na tem izdelku delati maja, zdaj pa v bistvu že na policah. Tako da vsi oddelki v podjetju so zelo hitro odreagirali, to nam je bila res prioriteta in smo rekli, da naredimo neko dobro zgodbo in da pomagamo lokalnemu gospodarstvu. In prvi odzivi in rezultati prodaje so izredno pozitivni. Bistveno je to, da se zdaj zelo na lokalno obračamo in da bomo zelo probali veliko lokalnih dobaviteljev vključiti. Je pa dejstvo, da lokalni dobavitelji so pogosto, to so majhna podjetja, mi kot multinacionalka z več kot 5000 zaposlenih imamo neke svoje standarde in protokole in je včasih tem majhnim dobaviteljem težko slediti tem našim zahtevam. Je pa res, da če se trudiš v tej smeri in probaš pomagati, lahko marsikaj narediš.